Mislim, gledati nobena. Dobrodošli, pozdravljeni na predstavitev Mednarodne pisarne, ki jo organiziramo vsako leto, tradicionalno nekje marca, na kateri vas želimo seznaniti s postopki, ki vas čakajo do vašega odhoda v tujino in potem tudi postopki, ki vas čakajo, ko pridete nazaj. Zdaj večinoma pričakujem, ste tukaj študenti, ki še niste bili na izmenjavi, ker vsako leto imamo veliko prijav tudi študentov, ki so že bili na izmenjavi, najbrž oni niso prišli na to predstavitev. Verjetno je tudi tukaj, upam, da nekaj študentov kognitivne znanosti, vas bi prosil, da ostanete potem na koncu še malo na zvezi, ker bi vam posebej rad predstavil še mogoče neke posebnosti, ki pridejo v poštev pri vas, ne bo več kot 10 minut. Vse skupaj pa pričakujem, da bo ta predstavitev nekih 40-45 minut. Pa lepo vas vabim tudi, da me kar prekinete vmes, če vam karkoli ne bo jasno, tako da ne pozabite potem na vprašanje do konca predstavitve. Zdaj pričakujem, da so vas nekateri že strašili o teh postopkih in da verjetno nekako pričakujete eno tako predstavitev danes. Naj vas pomirim, da postopki niso tako komplicirani. Ravno zato imamo to predstavitev danes, da vam poskušamo nekako logično razložiti procese, ki so zadaj za izmenjavo, in ko boste videli, če se vzamete čas pa v miru razmislite, da je priprava teh dokumentov dokaj logična in običajno ne povzroča toliko težav. Je pa res, da boste verjetno, da boste morali komunicirati s 3 pisarnami, na pedagoški fakulteti, mednarodna pisarna na tuji visokošolski ustanovi in z mednarodno pisarno na univerzi. Tako da poglejmo zdaj malo bolj natančno, kako potekajo te faze. Nekako smo poskušali logično razdeliti na 4 faze celoten postopek. Prva faza je že za vami, in sicer to je bila izbira institucije in prijava na sam razpis, ki se je zaključil konec januarja. V drugi fazi zdaj se boste lotili priprave na mobilnost, kar pomeni priprava obrazcev, postopek prijave na tuji instituciji in postopek prijave za pridobitev štipendije na naši univerzi. Potem bo faza sama izvedba mobilnosti in na koncu zadnja faza je, ko pridete nazaj z izmenjave, je potrebno sprožiti postopek priznavanja. Zdaj, te faze in informacije se bodo ponavljale zdaj skozi moje slajde, to namenoma večkrat damo, da se vam nekako usede v spomin. Kot rečeno, prva faza je že za vami. Mi smo zaključili razpis, izdelali smo sklepe o izboru na razpisu in vam jih poslali po mailu, obenem smo pa tudi obvestili našo univerzo. To so tisti študenti, ki so prijavljeni za izmenjavo naslednje leto. Zdaj je ta najbolj... Ja, ima kdo kakšno vprašanje? Ne? Zdaj je najbolj pomembna faza, najbolj aktualna priprava obrazcev, ki bo potekla na pedagoški fakulteti. Kmalu se boste morali lotiti postopka prijave na tuji instituciji. Tisti, ki greste v prvem semestru, tisti, ki boste šli na izmenjavo v drugem semestru, to pride na vrsto šele jeseni, in postopek za pridobitev štipendije. Tukaj tudi prav tako velja, da tisti, ki boste šli v drugem semestru, se boste tega lotili jeseni. Zdaj nekako časovni pregled, da se lažje predstavljate, februar smo zaključili razpis, prijave smo odobrili in posredovali na univerzo. V mesecu marcu in aprilu bodo potekale nominacije, kar pomeni, da bomo mi najavili na tuji visokošolski ustanovi vaš prihod, vaše osnovne podatke.
in na to se vam bodo oni oglasili z navodili, kako se vi prijavite na njihovi univerzi. Za prijavo boste morali dobiti določene obrazce, ki se jih boste lotili aprila, maja. Potem boste takrat tudi zaključili prijavo na to institucijo. Pred poletjem, nekje po poleti, se boste pa lotili tudi spletne prijave na portalu Univerze v Ljubljani za štipendijo. To pomeni, če pogledate to razdelitev, da boste s 3 strani prejemali navodila. Torej, mi vam že dajemo osnovna navodila, se pravi, eno iz Mednarodne pisarne pedagoške fakultete. Ko vas bomo najavili na tuji inštituciji, se vam bodo oglasili oni neposredno, ali včasih tudi pošljejo navodila nam, pa vam mi posredujemo, ampak skratka navodila boste prejeli tudi strani tuje univerze, glede prijave pri njih. Nekje pričakujem junija, se vam bo pa oglasila tudi glavna mednarodna pisarna na Univerzi v Ljubljani, ki vam bo poslala navodila za prijavo za finančno pomoč. Postopek prijave na tuji instituciji se sicer razlikuje od institucije do institucije, vendar nekako vse imajo določene stvari, zahtevajo približno enake stvari. Definitivno boste morali urediti learning agreement, ki je ključni dokument pri izmenjavi. V learning agreementu, v katerem bomo kasneje nekaj več besed povedali, pač se napiše, katere predmete boste imeli tam, v drugo tabelo se napiše, kateri predmeti so priznani pri nas, in learning agreement boste morali končno podpisan dostaviti vse 3 pisarne. Torej, tuja univerza bo želela vedeti, kaj boste tam počeli, mi bomo želeli vedeti, kaj se bo priznali, univerza naša vam bo pa odobrila štipendijo, šele ko bo videla, da je dejansko vse, kar je potrebno, dogovorjeno. Običajno tuje institucije zahtevajo tudi potrdilo o opravljenih izpitih na pedagoški v angleščini in tukaj vas prosimo, da se obrnete na našo pisarno. Mi lahko izdamo to brezplačno, če boste pisali v referat, se bojim, da vam bodo zaračunali izdajo transkripta, tako da to se lahko obrnete kar na nas. Običajno pa tudi, oziroma vedno se pa zahteva tudi dokazilo o znanju jezika. Tukaj mogoče lahko nekaj besed povem. Vsak Erasmus študent, ko boste oddali prijavo za finančno pomoč, boste tam med drugim zapisali tudi, v katerem jeziku boste študirali, in na podlagi tega odgovora boste prejeli link povezavo do jezikovnega testa OLS, Online Learning Support, ne vem točno, zakaj je ta kratica, ampak test v jeziku, katerega ste označili v prijavi. In jaz imam občutek, da osnovna ideja tega testa je bila, da na preprost način študenti pridejo nekako do neke ocene, ki jo potem pošljajo tuji instituciji. Ideja je bila dobra, ampak jaz imam občutek, da je ta izpit oziroma test precej lahek, nihče še ni padel, odkar jaz tukaj delam več kot 15 let, odkar je tudi ta test. In mislim, da prav zaradi tega razloga nekatere univerze ne sprejemajo več ta certifikat ali test OLS kot dokazilo, da vi znate dovolj angleško. To boste pač videli v navodilih, ki jih boste prejeli s tuje univerze, kakšna potrdila želijo. V končni fazi potrdilo lahko izdamo tudi v mednarodni pisarni, ampak ne moramo kar iz nič gledati, tako da imamo dogovor, da izdamo potrdilo, da ima študent B2 nivo, vkolikor ste imeli na maturi angleščino 4 ali 5, ali pa ste imeli katerikoli predmet z angleščino na pedagoški fakulteti 8, 9 ali 10. Če tudi nič od tega nimate, smo pa v skrajnih primerih tudi organizirali nek tak ad hoc jezikovni test v mednarodni pisarni, ki ga prav tako še nihče ni padel, ampak nekaj moramo imeti neko osnovo, da vam lahko izdamo potrdilo o znanju angleščine. Posebej bi rad poudaril, da je pomembno, da se držite navodil in rokov tuje univerze, ker smo tudi imeli že primere, da so študenti spregledali rok in se pač ni dalo nič narediti. Vse so dali skozi, prijavili so se za Erasmus pomoč, pripravili študijski načrt, dogovorili se za priznavanje, potem so pa spregledali rok prijave na tuji univerzi in tuja univerza žal naknadnih rokov ni želela sprejeti. Tako da res vas prosim, da se natančno preberete in da se držite teh rokov.
Kot rečeno, postopek za pridobitev štipendije je ločena zadeva in to boste urejali z mednarodno pisarno na univerzi naši. Pomembno je, da veste, da vsak Erasmus študent ne dobi Erasmus štipendije kar avtomatično, ampak je potrebno zanjo zaprositi in v tisti prijavi boste pač morali naložiti določene dokumente, s katerimi boste dokazali naši univerzi, da je res vse dogovorjeno, da ste prijavljeni na tuji univerzi, da vas je ona pripravljena sprejeti, da imate dogovorjen študijski načrt, da se ve točno, kaj bo pri nas priznano. Na podlagi teh podatkov vam bo univerza potem poslala pogodbo, sporazum o dodelitvi finančne pomoči v okviru programa Erasmus, kjer je zelo natančno so opredeljene potem vse vaše pravice in obveznosti in tudi to svetujemo, da si natančno preberete, še posebej del, ki govori o teh morebitnem vračilu denarja. Mogoče lahko omenim še, da, kar je pogosto vprašanje, če prejemate kakršnokoli drugo štipendijo državno Zoisovo, se to ne izključuje, to še vedno naprej prejemate. Erasmus finančna pomoč je namenjena izključno za pomoč pri Erasmus izmenjavi. Zelo natančno povedano, to vam pripada za dni, ko jih preživite v tujini. Zdaj sicer to ni več tako aktualno, ampak recimo prejšnje leta sem moral posebej pozoriti, ko je bila korona in je dosti izvajalo tudi nadaljavo, da čisto strogo gledano, če, ne vem, bi vi imeli predmete tam nadaljavo in prišli nazaj v Ljubljano, v tistih dneh, ko ste vi doma, načeloma niste upravičeni do Erasmus štipendije. To je strogo vezano na samo bivanje v tujini. Skratka, univerza vaša imena že ima, jaz pričakujem, da oni to odprejo nekje enkrat pred poletjem, kakor se spomnim, mislim, da vsako leto enkrat junija ali celo že konec maja dobite informacije, kako in kje se prijavite in kaj boste vse morali tam naložiti. Definitivno svetujem tudi, da se tega lotite pravočasno, nasploh to velja za vse te postopke tukaj in ne zadnje 2 dni, ker včasih potem se lahko zgodi, da ne vem, oseba, ki to ureja, je ravno na bolniški ali pa ni na službeni poti in potem to rata zelo hitro lahko kakšno živčnost in nejevoljo. Tukaj bolj natančno, kaj boste morali podati v spletno prijavo za pridobitev štipendije, je, kot sem povedal že prej, learning agreement, se pravi, univerza bo želela vedeti, da ste vi res dogovorjeni na tuji univerzi, da so vas oni pripravljeni sprejeti in da je že sklenjen dogovor, točno kaj boste tam delali in kaj bo pri nas priznano. In to vse te informacije vsebuje learning agreement. Želeli bodo videti potrdilo o vpisu, zato ker vi lahko greste na izmenjavo samo takrat, ko imate aktiven status študenta. Tukaj na tej točki to včasih zna biti problem, še posebej, če nekdo, recimo upam, da takih primerov nimamo veliko letos, da nekdo gre na izmenjavo, preden je se vpisal v naslednji letnik. To se lahko zgodi recimo teoretično, če ima še neko obveznost narediti ali pa je že naredil, pa še ni vpisana, na izmenjavo gre pa na primer na Finsko, kamor se odhaja že, ne vem, konec avgusta ali pa v začetku septembra. Res morate poskrbeti, da ste vpisani. Lahko sicer greste že v tujino, preden je ta postopek dokončan. Univerza dovoljuje to, s tem, da to delate na svoje tveganje, ker smo tudi že imeli primere, prav univerza bo od vas zahtevala nekako strinjanje, da se zavedate, da če ne boste se uspeli vpisati, da boste morali priti nazaj. In žal smo tudi že imeli kakšen tak primer. Tako da je možno, da greste na izmenjavo tudi v primeru, da še niste zaključili postopka vpisa, ampak morate biti prepričani, da ga boste. In potem naknadno poslali potrdilo o vpisu na univerzo. In lahko, da vas zahtevajo tudi neke dodatne obrazce, še posebej tukaj mislim na študente, ki bodo zaprosili za dodatek, ki so možni za študente, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin. Rok za oddajo spletne prijave na univerzo je vsaj 1 mesec pred odhodom. To pa zato, ker to na univerzi pač pregleduje ena oseba, študentov pa na univerzi, ki grejo na izmenjave, jih pa mislim, da je že več kot 2000, tako da si lahko predstavljate, da je to kar velik volumen teh dokumentov in običajno ni tako, da vi pošljete in drug dan dobite pogodbo, ampak traja par dni, da pridete na vrsto. In seveda, da omenim še ta OLS jezikovni test, ko boste vi oddali to prijavo,
bo univerza pač videla v prijavi, v katerem jeziku boste študirali in vam poslala povezavo do jezikovnega testa. Kaj pa delate na pedagoški fakulteti v tem času? Potrebno je pripraviti dva obrazca, ki sta si zelo podobna v osnovi, in sicer oba sta namenjena temu, da se dogovorimo za priznavanje. Naš interni obrazec IŠN, individualni študijski načrt se imenuje, ta ostane na pedagoški fakulteti, podpišete ga vi, oddelčni koordinator in mi v mednarodni pisarni, in to je dogovor, ki ureja priznavanje in čaka v mednarodni pisarni na vaš prihod nazaj za izmenjave. V njem je natančno določeno, kaj boste počeli v tujini, katere predmete boste imeli tam in kaj bo pri nas priznano. Learning agreement je v osnovi enak dokument, le da ga podpiše tuja univerza, mi in vi, ampak learning agreement bi rekel nekako povzetek tega dogovora, ne. Mi imamo ta IŠN obrazec, to, ker včasih potrebno malo bolj natančno določiti, še posebej v primerih, ko priznavate samo določene obveznosti pri predmetu in je potem fajn, da se tam dopiše, kaj točno boste vi morali narediti, ko pridete nazaj, da se zaključi ta predmet. V learning agreementu se piše pa samo imena predmetov, bomo pogledali kasneje bolj natančno, kako to izgleda, ampak v osnovi gre za isto zadevo, se pravi, napiše se predmete, ki jih boste tam opravljali, in v drugi tabeli predmeti, ki bodo priznani na naši fakulteti. Mi imamo nek interni rok na fakulteti za oddajo teh obrazcev, ni pa to nek uradno formalni rok, nič se ne bo zgodilo, če vi 15.5. ne oddate, ampak oddate 16.5. Ta rok smo dali zato, da prisilimo študente nekako, da se začnete s tem pravočasno ukvarjati. Preteklih letih, dolgo nazaj, ko smo bili še Erasmus nekako v povojih, so se študenti tega običajno lotili precej pozno, in potem, ampak to se dogaja tudi še zdaj, nekdo se loti 2 dni pred prijavo na tuji inštituciji, ko mora dati learning agreement, priprave IŠN obrazca, in to je lahko zelo nerodno, če gre za neko univerzo, kjer še nihče ni bil, ali pa študent zbral neke predmete, ki jih mora oddelek še preveriti, in to seveda oddelčni koordinator ne more pogledati v 10 minutah pa poslati nazaj podpisan, ampak včasih je potrebna tudi diskusija na oddelku, pa mogoče tudi dodatne informacije o določenem predmetu, preden oni lahko sprejmejo odločitev, ali se bo kaj dalo priznati ali ne. In zdaj, če vi to pošljete 24 ur pred rokom za prijavo na tuji univerzi, potem dostikrat dobimo živčne, napol jekajoče klice po telefonu, oddelčni koordinator se mi ne oglasi, potem pa vprašam, ja, včeraj ob 10:30 zvečer sem mu poslal obrazec, zdaj pa nujno rabim do 12, da to podpiše. Tem situacijam se poskušamo izogniti, zato imamo te roke, ki so relativno zgodnji, čeprav, če gre kdo kakšno Skandinavijo, zna biti, da imajo takrat enkrat tudi že roke za prijavo, tako da prosim, da se nekako poskušate držati teh rokov, še posebej pa to velja za roke, ki jih da tuja visokošolska institucija. Takole izgleda naš interni študijski načrt. Mimogrede, študenti kognitivne znanosti, vam ni potrebno oddati tega IŠN, vi imate en drug obrazec, o katerem bom govoril potem kasneje. Ostali pa se zavedajo dogovor o priznavanju v individualni študijski načrt. Tisti študenti, ki odhajate kam na univerzo v tujino, kjer imajo neke zaprte module, kamor odhajajo naši študente že leta, boste imeli to zelo hitro pripravljeno, ker pač te informacije lahko najdete že na naši spletni strani v tisti Excel tabeli, kjer imamo sklepe o priznavanju. Tisti pa, ki greste kam na novo ali pa zbirate neke predmete, ki jih še nihče ni imel, je pa fajn, da se tega lotite dosti prej in da prediskutirate to z oddelčnim Erasmus koordinatorjem. Pri čemer lahko sami nekako sestavite prvi predlog individualnega študijskega programa. Se pravi, logika je čisto preprosta, vi pač morate najti neke primerljive predmete na tuji univerzi. Pri priznavanju izbirnega splošnega D predmeta je praktično vseeno, kaj to se lahko karkoli prizna. Pri C izbirnem predmetu, strokovnem C, lahko najdete nek predmet, ki recimo ni primerljiv z nobenim našim, ampak se pa lahko ga opredeli kot strokoven, je iz stroke in se vam potem to prizna pri nas kot izbirni C predmet. Če pa priznavate nekaj od ostalih predmetov, ki so pač v vašem predmetniku,
takrat pa morate najti čim bolj vsebinsko primerljive. Gleda se pa seveda vsebina, primerljivost in tudi obseg. Obseg študijskih obveznosti pri predmetu je ovrednoten z ECTS krediti in tudi tukaj nekako si je potrebno gledati, da so nekako primerljivi, kar včasih zna biti težko, ampak obstajajo načini, kako to naredite, bom tudi pokazal zdaj. Predvsem tem morate imeti pa v glavi to, da je osnovni pogoj, minimalni pogoj za Erasmus izmenjavo je, da imate vsaj 20 kreditov na semester. Se pravi, vsaj 20 kreditov jih morate zbrati na tuji univerzi, še bolj enako pa velja tudi, da vsaj 20 kreditov na semester izmenjave mora biti priznano na pedagoški fakulteti. Kar pomeni, da je verjetno dobrodošlo in dobro, če na tuji univerzi zberete več kreditov, ker redke so situacije, da se prav vsak kredit lahko da pretopiti pri nas, da se da priznati. Tako da in še enkrat roki 15.5. za izmenjave v zimskem semestru in 15.11. za izmenjave v poletnem semestru. Rok na pedagoški fakulteti, interni rok. Tukaj je zdaj recimo tako, da si lažje predstavljate, kako lahko to opisujete. Čeprav tukaj vidim, da kolegica, ki je to delala pred leti, mogoče niso najbolj posrečena imena teh predmetov, ker kot sem prej rekel, predmeti se morajo vsebinsko ujemati. V primeru, ko recimo metodology 1 pa jezikovno medkulturno ozaveščanje, tukaj bi težko našel neke podobnosti vsebinske. Potrebno bi bilo pogledati učni načrt predmeta. Ampak recimo to je en način, da tam delate en predmet, ki je vreden 3, pri nas se pa priznava predmet, ki je recimo vsebinsko primerljiv, vendar je pri nas vreden 6 kreditov in vam seveda ne moramo priznati v celoti predmet, v tem primeru se prizna delno, potem bi se pa tam zraven v zadnji koloni dopisalo še, kaj to točno pomeni, kaj boste vi morali narediti, da se vam priznajo še preostali 3 krediti. Včasih recimo se bo zgodilo, da boste tam našli predmet, kot je tukaj primer Creative Expression 10 kreditov in boste lahko se dogovorili na oddelku, da se pri nas priznata recimo 2 predmeta, ker je toliko obsežen predmet v tujini. Tukaj spet se bojim, da je malo ponesrečena izbira imen, ker ne znam si predstavljati, kakšna je podobnost Creative Expression pa s filozofijo edukacije. Skratka, to morate imeti v glavi, da predmeti morajo biti vsebinsko primerljivi. Ne morate zdaj tam delati, lutke in potem se tukaj trkati na vrata doktor Zgadič, če bom priznal filozofijo edukacije na podlagi tega. Tako da potrebno gledati vsebino in potem poskušamo priti do nekih kombinacij tudi s temi krediti, da čim lažje pridete do teh minimalno 20 kreditov, ki so potrebni za Erasmus izmenjavo. Skratka, ta obrazec ostane potem v naši pisarni do vašega prihoda za izmenjave in takrat mi to spet vzamemo v roke in pogledamo, a ste vi res naredili to, kar ste najavili, in če ste naredili, se sproži postopek priznavanja. Learning agreement, tale je še starejša različica, zdaj je že ena malo novejša, ampak v osnovi so kategorije povsem iste, govorim samo, da je oblikovno malo nekoliko drugače izgleda. Skratka, ko boste enkrat imeli IŠN obrazec, se lahko potem pripravite tudi learning agreement. Vsak learning agreement je sestavljen nekako iz glave dokumenta, potem iz dela, ki se imenuje before the mobility, ki ga izpolnite pred izmenjavo, potem je del, ki se ga izpolnjuje med samo izmenjavo, koliko pride do kakšnih sprememb, in del, ki se mi načeloma izpolnjeval po izmenjavi. V sami glavi dokumenta vpišete svoje osnovne podatke. Pod field of education običajno se lahko napiše 011 education. To so nekako vsi naši partnerji zadovoljni s tem. Če pa vam kakšni na tuji univerzi dajo bolj določena navodila, kam spadate, boste opisali neko drugo področje. To načeloma ni tako bistveno. Razen, če vam tuja univerza pri prijavi posebej vas opozori na to, da morate nekaj posebej označiti v prijavi, ker imajo, lahko da ima nek spletni sistem univerzitetni in da glede na to, kaj vi tukaj označite, vas potem kanalizira sistem na ta pravo fakulteto, ampak načeloma to ni tako pomembno in
če date education, bi moral biti v redu v vseh primerih. To prosim, da lepo izpolnite. Ja, najbrž ni potrebno posebej pozarjati, da želimo, da je to izpolnite na računalniku, ker včasih dobimo še vedno na roke napisan, nakracan learning agreement. To je le dokument, edini praktično, ki je najbolj bistven pri vaši izmenjavi, na osnovi katerega dobite kar neko količino denarja in je res fajn, da si to malo več časa vzamete za ustrezno pripravo dokumenta. Potem je ta del, o katerem sem prej govoril, before the mobility, ki ga boste morali izpolniti, preden da se boste lahko sploh prijavili na tujo izmenjavo, na tujo inštitucijo, da boste lahko zaprosili za Erasmus finančno pomoč. Kot vidite, tukaj sta dve tabeli. V prvo tabelo vpišete predmete, ki jih boste imeli na izmenjavi, v drugo tabelo predmeti, ki bodo pri nas priznani. Lahko v drugo tabelo napišete predmete v slovenščini. Ta druga tabela tujega koordinatorja ne zanima. On želi videti prvo tabelo, želi vedeti, kaj boste vi tam počeli. Kaj bo pri nas priznan, ni njegova stvar. Tako da lahko pišete mirno v slovenščini. V bistvu vam rajše to, kot pa da sami nekaj poskušate prevesti, ker potem včasih sploh ne vemo, za kaj predmet gre. Tako, to pa potem date v podpis nam, tujemu koordinatorju in vi podpišete. Tukaj mogoče nasvet, da pošljete ne vsem obema koordinatorjem hkrati, ker potem se rado zgodi, da vam jaz podpišem istočasno pa še tuj in potem imate dva delno podpisana learning agreement, ampak najprej eno pa potem drugemu. Lahko se podpisuje tudi digitalno, če imate certifikat. To vse poteka prek e-mailov, pač vidim, da študenti običajno dajo skeniran podpis noter, tako da to se lahko da, to mi imamo skeniran, lahko pa s certifikatom digitalno, vkolikor tudi tuj koordinator to zmožno s certifikatom podpisati. Izogibajte pa se podpisovanju mešati to, zdaj, da boste vi, vi boste podpisali s certifikatom, potem bo šel pa koordinator to tiskati, pa podpisati v fizični obliki, pa poslati nazaj skeniran. Skratka, če nekdo podpiše digitalno, potem ne moramo več dati skeniranih podpisov, ker potem digitalni podpis ne velja več, tako da mora biti enotno. Ali vsi skenirano, ali pa vsi s certifikatom. Mi, mogoče opozorilo še to, mi podpišemo learning agreement šele, ko vidimo, da je ustrezno podpisan in pripravljen IŠN obrazec. Skratka, včasih sem pa tja se še vedno zgodi, da kakšen študent nam piše panično 3 ure pred rokom za prijavo na tuji univerzi, da rabi learning agreement podpisan, IŠN pa še ni podpisan, ker se mu ni oglasil oddelčni koordinator, ampak spet se vračam na tisto, to je zato, ker je poslal 24 ur prej in potem je lahko panika. Tako da dajte si vzeti čas, pravočasno urediti IŠN obrazec, da potem mi lahko podpišemo learning agreement. During the mobility del se izpolnjuje v primeru, da prije do kakršnekoli sprememb. Vi kot Erasmus študent imate pravico spreminjati learning agreement. Najbolj pogosto pride do sprememb, da pridete žal na take situacije, kar dostikrat zgodijo, sploh kakšna Portugalska pa Španija. V primerih, ko gre študent na univerzo, kjer nimajo nekih modulov, tako kot imajo običajno kakšni Skandinavci, ker vsako leto eno in isto ponujajo, ampak ponujajo recimo Španci in Portugalci običajno neke predmete. Se rado zgodi, da ko vi pridete tja, vas obvestijo, da neki predmeti, ki ste jih vi izbrali, se žal ne bodo izvajali in so takrat potrebne spremembe. Te spremembe vpišete v ta del, se pravi, prvo tabelo napišete ime predmeta, ki je črtan iz prvotnega načrta in potem ime predmeta, ki se dodaja namesto tega. Seveda pa te spremembe v študijskem načrtu verjetno vplivajo tudi na vaš dogovor o priznavanju. Če ste vi se dogovorili na vašem oddelku, da boste, ne vem, v Portu delali predmet A, pri nas se bo pa priznal predmet B, zdaj ste pa ugotovili, da vi predmeta A ne morete opravljati v Portu, potem seveda pade v vodo tudi ta dogovor o priznavanju. Kar pomeni, da je potem, če delate take spremembe, nujno potrebno takoj obvestiti nas, oziroma še bolj pomembno oddelčnega koordinatorja in poskusiti priti do rešitve, najti nadomestni predmet in potem to zavesti tudi v IŠN. Tako da je ta dogovor potem tudi posodobljen in da je, skratka, ne sme se zgoditi, kar se žal še vedno dogaja, sem pa tja,
da vi spreminjate nekaj na svojo roko, tam študijski načrt in nobenega ne obvestite in pridete nazaj čez pol leta in nas postavite pred dejstvo, da vi ste delali tam čisto nekaj drugega, kar je bilo dogovorjeno. Ker od takrat se lahko zgodi hipotetično, da mi preprosto ne moramo priznati teh predmetov, če ste izbrali tam nekaj, kar je povsem neprimerno, in to bi recimo v teoriji posledično pomenilo tudi vračilo štipendije. Tako da kakršnakoli sprememba je potrebno takoj sporočiti na mednarodno pisarno in oddelčnemu koordinatorju. Do zdaj smo še vedno našli neko rešitev, nihče še ni šel potem kar domov, ampak je pa fajn, da se to res čim prej sporoči. Potem je pa še del after mobility, kjer je bilo v teoriji mišljeno, ko so pripravljali ta obrazec, da bo tuja inštitucija zapisala v agreement kot potrdilo opravljenih obveznosti, da ime predmeta, oceno in koliko kreditov ste usvojili. V drugo tabelo naj bi pa mi, domači koordinator, vpisal, kateri predmeti bodo priznani. Vendar v praksi redko kdo, jaz mislim, da niti eden od naših partnerjev, pa tudi mi tega ne delamo, ne izpolnjujemo tega zadnjega dela, saj vam bodo dali namesto, da bodo vpisovali tukaj na roke predmete, vam bodo izdali uradni dokument, njihov referat ali pa mednarodna pisarna, potrdilo o opravljenih obveznosti. Se pravi, to boste dobili kot ločen dokument, to tudi mi delamo, recimo, ko so Erasmusi pri nas. Prav tako mi, mednarodna pisarna, vam ne bomo pisali tukaj ta zadnji del, kaj se bo priznalo, temveč vam bomo izdali poseben dokument, sklep o priznavanju, tako da to, ko boste vi dali prošnjo za priznavanje. Tako da ta after the mobility del se ne izpolnjuje in ko vas bo na koncu univerza pozvala k poročanju izmenjave, tam, kjer boste vi zaprosili za Erasmus finančno pomoč, boste na koncu morali dati še neke zaključne dokumente, med drugim je tudi potrdilo o opravljenih obveznostih oziroma o priznavanju. Vidim pa, da študente dostikrat zmede, ker univerza naša zaprosi, da pošljejo polno podpisan in izpolnjen learning agreement in potem želijo, da jim gremo izpolnjevati tudi ta after mobility del. Univerza se zaveda tega, tako da ne želi, da je izpolnjen tudi ta zadnji del, želi pa videti zadnjo verzijo, koliko ste delali neke spremembe. Če je kakorkoli learning agreement se spremenil v odnosu na verzijo, ki ste naložili ob prijavi za finančno pomoč. Upam, da je to jasno. Spletni learning agreement. To nam najavljajo že mednarodnim pisarnam že leta. Ideja je, da bo ta Erasmus povsem without paper, da bo vse potekalo po spletu. In obstajajo neki portali, ki naj bi jih uporabljali za spletne learning agreemente, vendar naša univerza zaenkrat še ni pripravljena na to. Zaenkrat povezujejo še naše informacijske sisteme VIS s tem portali in to še ne poteka, ni še funkcionalno. Kdaj bo, jaz ne vem, iskreno upam, da letos še ne, ker ko govorim s kolegi na tujih univerzah, ki so že šli v to, se zelo pritožujejo in jamrajo, da prihaja do ogromne zmede, tako da iskreno upam, da do tega ne bo prišlo. Če pa boste pač dobili navodila in se bomo skupaj potrudili, da pač izpolnimo ustrezno learning agreemente online. Osnovni koncept obrazca in ideja je povsem ista, kot sem vam zdaj predstavil, samo da bo vse to poteklo pred spletom. Ne boste pošiljali v Wordu pa v PDF-ju prek e-maila, ampak bomo po spletu. Upam pa, da boste vi še prihranili, da vam ne bo treba še skozi to, ker zaenkrat so izkušnje, ki jih slišim od kolegov, res slabe. Tako. Zdaj, tretja faza je, potem se odpravite na izmenjavo. Vi vsekakor morate oddati in narediti vse, tudi prijavo za finančno pomoč in denar morate imeti na svojem računu, preden odidete na izmenjavo. To je zelo pomembno, ker tudi to smo že imeli primere, da je nekdo šel na izmenjavo in se potem lotil šele počasi urejanja financ. Nikakor si to ne smete privoščiti, to je potrebno vse urediti pred odhodom v tujino. Tukaj še enkrat opozorilo o spreminjanju študijskega sporazuma. In v teoriji je tako, da če bi vi takrat ugotovili, da so vam odpovedali neke predmete, ustreznih pa ni, v teoriji žal to pomeni, da bi se takrat študent moral vrniti domov.
Ampak jaz ponavljam, da nismo imeli še takega primera. Vedno smo našli potem neko rešitev in omogočili izmenjavo. Ampak res je pa pomembno, da nas o kakršnikoli spremembi nemudoma obvestite, da čim prej poskušamo rešiti zadevo. Ali lahko podaljšate izmenjavo? Načeloma lahko. Je pa kar velik če tukaj. Prva stvar je, da v tem trenutku še ni jasno, ali bo univerza lahko financirala mesece podaljšanja. To oni vidijo šele enkrat jeseni, ko nekako lahko dobijo prvo oceno, koliko študentov bo dejansko šlo na izmenjavo in koliko je že odpovedi in ali obstaja dovolj sredstev, da financirajo tudi dodatne mesece. Vkolikor bodo, in do tega je tudi največkrat odvisno, ali so študenti pripravljeni podaljšati ali ne. Običajno, če univerza ne financira kakšno leto, potem tudi podaljšanja ni. Vkolikor vam bodo sporočili, da so podaljšanja možna, vam bodo poslali navodila, kaj je potrebno narediti za to. To pomeni, da potem, če podaljšate v drugi semester, veljajo povsem enaka pravila kot v prvem semestru. Spet velja, da morate vsaj 20 kreditov osvojiti, oziroma vsaj 20 kreditov se vam mora priznati. In kar pomeni, da morate pripraviti nov IŠN dokument, ki bo zdaj vključeval tudi predmete za drugi semester. Potem pa so še določena navodila od strani univerze, kako zdaj to oddate prijavo v spletni aplikaciji za Erasmus finančno pomoč, kjer ste že to oddali jeseni oziroma poleti preden ste šli na izmenjavo jeseni. Zdaj boste spet šli noter in oddali nov paket dokumentov, vkolikor boste želeli zaprositi za finančno pomoč za drugi semester. To je to. Zdaj, jaz, če se ne motim, mislim, da letos nimamo nobene prijave, se pa včasih prijave za izmenjavo za pripravo zaključnega dela, se pa včasih pride do te ideje, če je kakšen študent v prvem semestru in potem morebiti želi podaljšati s tem namenom. To je načeloma možno, je nekoliko bolj komplicirano najaviti na tuji univerzi, ampak če koga tam poznamo in se to da logično argumentirati, zakaj je študent izbral ravno to univerzo in kaj bo tam počel, in so oni pripravljeni sprejeti takega študenta, potem se v tem primeru v learning agreement napiše work on diploma ali master thesis, odvisno od stopnje, in nič kreditov. Namesto IŠN obrazca se pa priloži kratek opis nalog, ki jih bo študent opravil v zvezi z zaključnim delom. In na ta opis nalog se mora podpisati tudi mentor. Mentor pri zaključnem delu na PEF je hkrati tudi mentor pri Erasmus izmenjavi, to je ena in ista oseba. Tako da tukaj se pravi, če vi nimate še teme ali pa mentorja, potem taka izmenjava ali podaljšanje seveda odpade. Ko pridete potem nazaj, končate izmenjavo, pričnete s postopkom priznavanja v tujini upravnih obveznosti, oddate potrdilo, ki ste ga prejeli na tuji univerzi, tako imenovan transcript of records. Mi iz predala vzamemo vaš IŠN obrazec in primerjamo, a se to zdaj ujema, a vi ste res naredili to, kar ste nam povedali, da boste naredili. In izpolnite tudi en kratek spletni vprašalnik o izmenjavi, ki smo ga pripravili, in potem to služi bodočim študentom, bodočim Erasmus študentom, ki se odločajo za izmenjavo, da se lažje odločijo, na katero univerzo bodo odšli. In na podlagi teh dokumentov vam mi izdamo sklep o priznavanju, ki ga potem na koncu, v zadnji fazi, naložite na spletno aplikacijo od Univerze v Ljubljani, tam, kjer ste zaprosili za finančno pomoč, in s tem dokažete, da ste zaključili vse. Vi ste v tujini, upravili ste predmete, ki ste jih napovedali, ko ste prišli nazaj, ste tudi upravili postopek priznavanja. Opozarjamo, da je za pravočasno sprožitev postopka priznavanja v tujini, to je odgovoren vsak študent sam. Se pravi, mi vas ne bomo nič pozivali, vas bo pa začela pozivati kaj kmalu univerza. Oni so vam dali denar in pričakujejo, da nekje v nekem doglednem času po izmenjavi, in oni vidijo, kdaj ste vi končali izmenjavo,
naložite vse potrebne dokumente v njihovo spletno aplikacijo. Zdaj ni treba delati paniko, če vi v času, ko morate iti domov, vam tuja univerza še ne more izdati transcript of records. Pogosto se zgodi, da boste imeli mogoče, ne vem, izpit v zadnjem tednu, ko ste tam, ali pa tako pozno, da izpit še ni ocenjen, ko vi že morate domov, in to so normalne situacije v Erasmus izmenjavah. Ampak bi pa prosil le, da poskrbite, da to dobite v nekem doglednem času in tako lahko vam povem izkušnje, kako bomo mi s tujimi Erasmus študenti, tisti, ki je bolj tečen, prej dobi. Tako da žal, včasih je potrebno to posebej pozivati, včasih je tudi krivda na strani profesorja tujega, ki ni vpisal ocene ali pa mečka z ocenjevanjem, tako da to vas prosim, da nekako poskušate poskrbeti, da dobite ta transkript v nekem doglednem času. Če vidite, da bo to trajalo, mogoče ni slabo potem, da en mail spustite na Univerzo v Ljubljani, v mednarodno pisarno in samo poveste, da niste pozabili na to, da boste poročali, ampak čakate še na ta in ta dokument. Tako da vas ne bodo oni po nepotrebno nadlegovali. Imamo tudi izjemne primere, ampak to upam, da ne bo prišlo, recimo, da nekdo popravlja predmet ali pa celo, ne vem, je padel predmet, pa je prišel nazaj in mu tuja univerza omogoča, da nadaljavo opravlja izpit, ne vem, 2 meseca kasneje in pač se potem vse skupaj zamakne za toliko časa in priznavanje in potem, daj vi naložite končni dokument v spletno aplikacijo Univerze v Ljubljani. Dosti informacij, kar sem zdaj povedal, boste našli na naši spletni strani, poseben tudi ta del, kaj sledi po končani izmenjavi. To predstavitev tudi snemamo in bomo objavili na spletni strani, tako da lahko ponovno pogledate, če vam kaj ni jasno. Prosimo, da smo mi nekako prvi kontakt, če imate kakšne dvome ali pa nejasnosti, in ne pa dopišete na univerzo, kot pravim, tam ena oseba, ki zdaj ureja za 2000 oseb in se vam seveda ne pozna vaših okoliščin, konteksta, tako da prosim, da se prvenstveno obračate na nas, potem pa skupaj poiščemo na neko rešitev. Kot rečeno, verjetno se to že parkrat povedal na prejšnjih predstavitvah, mi imamo neke uradne ure, mislim, da ponedeljek, sreda ali petek, ampak načeloma lahko pridete kadarkoli, vedno smo vas pripravljeni sprejeti. Po telefonu smo vse skozi dosegljivi. Še najrajši pa vidim, če pišete po mailu, ker potem imam nekako tudi sled, vidim tudi mesece kasneje točno, kaj smo se menili, kaj sem vam rekel, kaj ste vi razmišljali, tako da nekako potem lažje sestavim zgodbo, ko mi pišete, ali pa lažje poznam potem tudi vaš celoten primer. To je nekako, v osnovi so to informacije, ki jih potrebujete, to so postopki. Kot rečeno, ni tako komplicirano, zapomnite si, da komunicirate s 3 pisarnami, pripravljate pa dokumente, ki vpletajo vse 3 strani. Tako da na tuji univerzi morate poskrbeti, da se prijavite pravočasno, da je njim jasno, katere predmete boste tam delali. Pri nas na pedagoški fakulteti mora biti jasno, kaj bo priznan, preden greste ven. To oboje se zabeleži na learning agreementu in Univerza v Ljubljani vam bo odobrila štipendijo, ko bo videla ta learning agreement in bo videla, da je dejansko vse potrebno dogovorjeno. Ali ima kdo kakšna vprašanja v zvezi s tem? Jaz imam eno vprašanje glede priznavanja predmetov in kreditov. V moji situaciji je tako, da torej izbirni predmeti so pri nas vredni 4 kredite. Pri meni, kamor bi pa jaz šla, so pa po večini 3 kredite vredni. Me zanima, kaj se prizna, kaj se šteje. Lahko še enkrat, malo sem vas ni slišal. Vi greste? Ja, in so izbirni predmeti pri nas vredni 4 kredite, pa jaz pa po večini 3 kredite. Zdaj, kaj se prizna? Oziroma, kaj se šteje? Ja, tukaj, takole bi rekel, koliko izbirnih, a to govorimo o izbirnih D predmetih? D in C. D in C, ja. Ja, potrebno bo dati na papir in potem pač primerjati. Zdaj, pri D predmetih sem rekel, ni potrebno, da se vsebinsko sklada. S čemerkoli pri nas. Izbirni D je lahko karkoli tam delate in se lahko pri nas prizna kot izbirni D. Je pa res, da bo malo naročilo, če vi tam delate predmet 3, pa vam mi ne moramo priznati 4.
Ja, tako da mogoče recimo en kredit, ajde, da bi še šel, ampak če vi zdaj, ne vem, imate 2-3 take predmete, pa ne moramo to, pa govorimo že o 3 kreditih, ki bi jih šenkali in to ne bi šlo skozi. Poskušamo v takih primerih, poskušamo potem malo kombinirati. Damo na papir, zdaj, če pol najdete nek predmet, ki bi bil strokovni, recimo, da je vsebina je strokovna in se poskušamo dogovoriti na oddelku, da se prizna naš strokovni izbirni D. Koliko so pa strokovni, ne, izbirnice, koliko so pa strokovni izbirnice predmeti vredni? Kolikor sem izgledala, vse 3. Pri nas so 4. Ne. Pri nas so 4, ja, ampak tam pa vse 3. Ja, jaz So mislim, da bi tudi vse izbirni predmeti. da bi recimo kombinirali, da bi tam vzeli 2-3 taka predmeta, to govorimo pa, to je zdaj to 9 kreditov, pa pri nas priznamo enega splošni izbirni D, pa en splošni izbirni C. S tem, da pred C bi morali tam najti neko predmete, ki so vsebinske, lahko opredelijo, da so strokovni. Poskušamo pač, mi, tudi oddelčni koordinatorji so tukaj zelo, rečem, kreativni, da vam nekako čim lažje pridete do teh 20 kreditov. Tako da ne moramo ravno šenkati. Zdaj, če vi tam 29 kreditov osvojite, pa pri nas se priznava 30, to ni problem. Ampak zdaj, če je bilo pa takih več predmetov, in potem, ko damo to skupaj, seštejemo te kredite, tisto pa že ni, da bi vi tam, ne vem, 25 osvojili, mi pa tle priznamo 30, to je pa kar že, pa ne bo šlo skozi. Tako da, potrebno, ja, dajte pogledati malo na seznam, dati, kaj bi tam delali, kaj je možno, se pogovoriti, s katerega oddelka pa ste? SRP. SRP? Ja. Ja. Potem mislim, da je Nika Jenko pa Mojca Poradoš, da so pri vas. Ja, pač z njimi se malo poskušati usesti pa pogledati, kaj bi, pridite ven z nekim predlogom. Poglejte tudi, kaj so delali, kam pa vi greste, verjetno na Češko ali kam, ne? Portugalska. Na Portugalsko. A je tam že kdo? Ne. Ja, okej. Tukaj to se boste morali pa kar dosti zgodaj začeti dogovarjati, ker boste morali tudi tam učne načrte pridobiti in tako. Ja, nič, to je tak postopek, ne. Taki primeri žal to ne gre pa tako hitro, ne. Zdaj, kakšni grejo, ne vem, recimo socialni pedagogi grejo na module, kjer je to že 10 let hodijo študenti in je točno naprej jasno, kaj bojo tam delali, kaj se pri nas prizna. Tukaj pri vas je pa pač nova situacija in bo, ampak pač da to ni zdaj spet nepremostljiva ovira, tako vsakič je bilo, kdaj je bil kakšne take situacije, da smo vse nove povezave, ki smo imeli, je bil pač en tak dogovor potreben. Tako da tukaj boste morali v sodelovanju z oddelčno koordinatorico nekako probati priti do ustrezne rešitve, da gre čim manj kreditov v nič, da tako rečemo. Samo še zanima, a bi pa, ne vem, lahko jaz za splošno vzela 3 predmete tam, pa bi se mi tukaj 2 v celoti priznavala? Ja, tako. To bi To bi šlo. Tudi, včasih najlažje je priznavati splošne izbirne D. In zdaj, če res tam se ne najde nič primerljivega, recimo smo delali tudi primere, to je tak malo bolj skrajni primer, ampak je možen, da se tukaj dogovori, da se prizna splošni izbirni D iz letnika, v katerem ste, v katerem greste na izmenjavo, in tudi iz naslednjega letnika, če imate splošni izbirni predmet tudi v naslednjem letniku in potem vam izdamo nek pogojni sklep, ko pridete nazaj, da ko se boste vpisali v višji letnik, se vam bo priznal tudi ta predmet. In tako tudi pridemo do 20 kreditov. Tako da to so nekako neke kreativne rešitve, s katerimi sem, da vam omogočimo vam izmenjavo. Je pa res, da če nekdo razmišlja, da bi šel še enkrat pol na izmenjavo, si predvsem vrata zapre, če že v prvo gre priznavati vse splošne izbirne D, ker potem pa je res težko naslednjič najti ustrezne predmete v tujini, ne, tako da tisti, ki razmišljate mogoče o več prijavah, da boste še kdaj šli, je fajn, da ne porabite vseh izbirnih D že v prvo. Ok, hvala. Prosim. Je mogoče še kakšno vprašanje? Ja, jaz imam še eno vprašanje. Recimo, da bi bil enak primer, kot je bil zdaj, ampak da gre za redni predmet, da ni za izbirne predmete. Pa recimo pri nas vreden predmet 6 točk, v tujini pa 4 točke, recimo. Ja, potem vam seveda ne moramo priznati predmet v celoti. Ja, v tem primeru se pogleda natančno, kaj vi tam počnete, kaj boste v tistem predmetu, katere znanje boste osvojili, kakšne kompetence, in oddelčni koordinator določi skupaj z nosilcem
predmeta, kaj točno boste vi naredili, pol, ko pridete nazaj. Tukaj so zelo različne, ne, tukaj je zdaj odvisno od vsebine in od obsega. Gleda se, ne, recimo, ne, lahko da po obsegu, lahko je tudi situacija, da vi tam najdete 4, pa pri nas je primerljiv 4, ampak tisti predmet v tujini nima neke vsebine, ki je pri nas absolutno nujna in v tem primeru bodo želeli, da nekaj više ali date neko seminarsko ali kaj takega. Običajno, če gre za tako majhno zadevo, da je recimo manjka samo en kredit, je običajno možno, ne vem, neka seminarska pa kaj takega. Če pa manjka, ne vem, da ste tam naredili 3, pri nas je pa 7, pol je pa, ne, včasih je potrebno pol tudi izpit tukaj pisati. Sicer ste oproščeni, ne vem, oddaje nekih nalog ali pa nekih nastopov, ampak lahko pa da želi, da na koncu pišete izpit. To sicer niso tako pogoste situacije, ampak težko vam odgovorim, ni enoznačnega odgovora, ne. Vsak študent ali pa da rečem, predmet je nova situacija lahko, ne. Tako da poskušamo pa seveda čim več priznavati, da je čim manj tega delnega priznavanja. Včasih pa žal ne gre brez tega. Ok, hvala. Prosim, ja. Še kakšno vprašanje? Robi, imaš ti kaj za dodati? Moj kolega iz mednarodne pisarne, ki ureja ta priznavanja, tako da z njim se boste potem menili. Ja, sem poslušal zdajle tele posamezne case kreditov in manj kreditov v tujini in naše priznavanje. Jaz delam na koncu večinoma te sklepe za priznavanje in poznam skoraj vse vrste situacij. Torej, če se vrnem na tisto prvo vprašanje, bolj za splošne predmete, če je v tujini upravljen predmet s 3 krediti, pri nas je pa vreden 4 kredite, se ga ponavadi kar prizna, ravno zaradi tega, ker verjetno pri ostalih priznavanjih predmetov, recimo pri priznavanju rednih predmetov, je pa kakšen predmet, ki ste ga delali v tujini, ima, ne vem, 6 kreditov, pa naš predmet, ki se priznava 5 kreditov, pa ravno ta plus kredit se pol skompenzira s tistim manjkotom. Ampak to se večinoma dela pri teh bolj splošnih predmetih. Pri teh predmetih niti ni važno to, kaj ste opravili, samo da ste nekaj, ne. Medtem ko za te redne predmete se pa nosilci predmetov in seveda kot njihovi ambasadorji, oddelčni koordinatorji pa bolj strogo držijo, da res naredite v tujini vsebinsko primerljiv predmet, ki je tudi enako ali več kreditno ovrednoten. Upam, da sem razumljivo zdaj to razložil. Torej, pri D predmetih se da kompenzirati še s kakšnim kreditom viška. Bolj važno je, da imate na koncu, če pogledamo skupni seštevek v IŠN-ju, skupni seštevek opravljenih kreditov naj bi bil enak ali večji glede na tiste kredite, ki so potem doma priznani. To je to. Ok, hvala, Robi. Še kakšno vprašanje, kakšna nejasnost tukaj? Če ne, bi se vam lepo zahvalil za pozornost. Študente kognitivnih znanosti pa prosim, da ostanejo še nekih 10 minut, da gremo še skozi par posebnosti, ki veljajo za vas. Hvala, nasvidenje. Nasvidenje. Ja. Ok. 9 jih je ostalo. Dobro. Vi imate določene posebnosti in kot sem rekel že na začetku, vam ni treba pripravljati IŠN dokumenta, ker imate vi nek vaš interni dokument drug, ki se imenuje Learning Contract. Zdaj, dostikrat prihaja do zmede, jaz ne vem, kako seznanjeni ste vi že s temi postopki na kognitivni znanosti, s tem dokumentom, ampak ker sta 2 dokumenta bistvena za vašo izmenjavo, en se imenuje Learning Contract, drug pa Learning Agreement, kar je eno in isto, ne. Ampak sta 2 različna dokumenta. Learning Contract je interni dokument kognitivne znanosti, Learning Agreement je pa standarden osnovni dokument pri Erasmus
izmenjavah in ga boste morali prav tako izpolniti. Zdaj, kaj vi dejansko delate na izmenjavi? Kot veste, imate nekako 3 učne enote, trendi v kognitivni znanosti, to je obvezni modul, ki ne bi bil obsegal 10 kreditov, in se ta modul na partnerskih univerzah lahko izvaja tudi v obliki različnih specifičnih predmetov. Potem si sami razberete raziskovalni projekt, ki je lahko 10, 15 ali 20 kreditov velik, obsežen, in izbirni predmet širšega področja kognitivne znanosti od 0 ali do 10 kreditov. To boste natančno opredelili v learning contract. To je dokument, ki ga urejate neposredno s Tomajem oziroma z Marušo, mislim, da je zdaj pri njih asistentka, in seveda v sodelovanju s tujo mednarodno pisarno s koordinatorjem kognitivne znanosti na tuji univerzi. Zdaj, kako so pa te vsebine opredeljene v vašem predmetniku? Zdaj, če ste bili pozorni in pogledate tudi v VIS-u, kaj imate vi v prvem semestru drugega letnika, so pa te 3 enote. Tako je bil program akreditiran na Univerzi v Ljubljani. Zdaj, predvidevam, da nekako akreditacijski postopki na Univerzi v Ljubljani so malo bolj rigidni ali pa v Sloveniji in niso mogli akreditirati program, vpisati te noter predmete tako na ta način, kot vi dejansko imate na kognitivni znanosti, na tem joint degree programu, ker imate to svobodo, da si sami določite, koliko bo velik projekt in katere predmete. Tako da tam v VIS-u imate vi napisan te 3 predmete. In kar se tiče nas v mednarodni pisarni, ko moramo gledati te uradne imena predmetov, vi na izmenjavi delate to 3. In to boste tudi vpisali v learning agreement. V learning contractu boste pa natančno opisali, kaj dejansko v resnici počnete. Zdaj, do določenih težav prihaja pri vpisu v learning agreement. Načeloma velja, da Erasmus izmenjave, da Erasmus študenti morajo imeti learning agreement spisan, predno odidejo v tujino in da je vnaprej točno določeno znano, kaj boste počeli tam in kaj bo priznano pri nas. Zdaj, v vašem primeru mi seveda vemo vnaprej že, kaj bo priznano, ker se lahko priznajo samo te 3 predmeti, ki jih imate v predmetniku v prvem semestru drugega letnika. In lahko že danes naredite learning agreement za to tabelo B, kaj bo priznano. Zaplete pa se pri tabeli A, zato ker študenti kognitivne znanosti običajno ne vedo točno, kaj bodo počeli, ko gredo na izmenjavo. Po mojih izkušnjah velika večina študentov začne delati natančen načrt šele, ko je v tujini in začne obiskovati razne profesorje, nosilce, gleda svoje opcije in se šele takrat dogovori, kako za projekt, pri komu ga bojo delali in kako obsežen bo bil. To seveda predstavlja določeno težavo, ker vi pa morate že prej in za prijavo na tuji univerzi in za prijavo za Erasmus finančno pomoč oddati podpisan learning agreement. Zato svetujem, problem pa je, ker vi ne veste, kaj boste vpisali v tabelo A. Zato svetujem takim študentom, če še vedno ne veste, če boste vi tudi v taki situaciji, da boste pač odhajali v tujino, pa ne boste imeli še čiste slike, kaj boste vi tam počeli, da v tabelo A vpišete prav tako te 3 predmete po defaultu. Samo zato, da spravite postopke naprej. Vendar, če to naredite, boste seveda slej ko prej delali spremembe, ko se boste pa natančno dogovorili na tuji univerzi, kaj boste počeli tam in običajno pol to pomeni, da morate spremeniti. In takrat potem izpolnite ta drugi del, during the mobility, in napišete dejansko, katere predmete delate na tuji univerzi. Tabela B bo ostala enaka, zato ker se nič ne spreminja glede priznavanja, mi vam še vedno priznavamo te 3 predmete. Dopisali boste kaj lahko v tabelo B edino, če bi šlo za podaljšanje, to bom pa zdaj malo par stvari povedal, ker tudi tukaj so posebnosti pri vas, in recimo, da boste dodali predmet v drugem semestru, da boste pri njih delali master seminar, to je predmet, ki ga imate v drugem semestru drugega letnika, in po tem primeru boste potem tudi v tabelo B vpisali master seminar, ker se bomo tudi to priznali potem po povratku iz tujine. Zdaj, podaljšanje izmenjave. To je zelo pogosta težava pri kognitivni znanosti in sicer pride do tega običajno, kot sem jaz lahko opazil, zato ker se dosti pozno
začnejo delati na projektu. To nekako dogovarjanje se vleče in potem začnejo projekt precej pozno delati in seveda ne dokončajo do konca prvega semestra. Zdaj, največja napaka, ki tukaj delajo študenti, tukaj vas res bi posebej poudaril, je, da najprej komunicirate z nami. Namreč študenti kognitivne znanosti potem dostikrat gredo pisati na univerzo in še tako zelo odprto napišejo, nisem dokončal projekta, nisem našel mentorja, pozno sem našel mentorja in jaz bi zato zdaj podaljšal in prosim za finance za drug semester. Kot rečeno, to ena oseba ureja na univerzi za 2000 študentov in ona ne pozna vaše situacije, ne ve, kakšnem projektu vi govorite. Vse, kar oni vidijo, je, da ste vi najprej obljubili nekaj, da boste naredili v prvem semestru, dobili denar za to, zdaj jih pa obveščate, da tega niste naredili in prosite denar za v drugem semestru za isto stvar. In to je potem problem. Zato prosimo, da se, če pride do tega, da se obrnete na nas in da poskušamo najti neko rešitev, kako se bi tega lotili, na kaj bi se lahko prijavili, da vam omogočimo tudi financiranje za podaljšanje. Bodite pozorni tudi na to, dokdaj vam lahko na tuji univerzi vpišejo oceno. Tudi to se zdaj pojavljajo problemi, da študenti vlečejo ta projekt tako dolgo, da potem tuji koordinator reče, da zdaj pa ne more več vpisati ocene, ker ta študent uradno ni več vpisan tam. Bil je vpisan kot izmenjani študent v prvem semestru, potem je še neko okno, do katerega oni lahko časovno okno še vpišejo oceno. Če jih pa vi obvestite, ne vem kdaj, septembra, zdaj ste pa konc, vam oni lahko rečejo, da zdaj pa ne more več vpisati ocene in izdati vam transkripta, kar je kar hud problem lahko, ker potem to pomeni, da bi vi morali se prijaviti ponovno na izmenjavo za drugo leto, da vas ponovno vpišejo in da lahko vpišejo oceno noter. Recimo letos imamo ta dva taka primera, ki sta za nameček to ugotovila po temu, ko je že razpis za izmenjave bil že izveden. Se pravi, zamudila sta prijavo na razpis za drugo leto, obenem jim pa ne more več vpisati ocene noter na tuji univerzi. Tako da to boste kar pozorni, ker ne morete vleči tega projekta res poljubno dolgo. Zdaj, kako bi pa rešili zadevo, da omogočimo podaljšanje? Zdaj, običajna podaljšanja na vaši smeri žal niso možna in to je sicer zaradi tega, kako je pač predmetnik kognitivne znanosti. Vi imate v drugem semestru samo še master seminar pa magistrsko nalogo, ki je vredna 15 kreditov. Magistrsko nalogo v principu ne morete delati v tujini. Se pravi, oni ne boste prijavljali teme tam in ne boste imeli zagovora tam in oni vam ne morejo dati na transcript of record napisati magistrska naloga 15 kreditov. In zaradi tega pač študenti kognitivne znanosti ne morete priti, ne morete osvojiti minimalno 20 kreditov na semester, ki so potrebni za Erasmus izmenjavo. Iz tega razloga, se pravi, običajno podaljšanje za cel semester ni možno. Smo pa poskušali priti do nekih rešitev, da vam pa vseeno omogočimo neko financiranje. In ena opcija je, ki smo dostikrat uporabljali, je bilo, da se podaljša z namenom pisanja zaključnega dela. Vendar je univerza pripravljena tako izmenjavo ali podaljšanje v tem primeru financirati največ 3 mesece, ampak vsaj nekaj je, lahko ste dlje tam, ampak na lastne stroške. In potem je enako novilo, o katerem sem prej tudi govoril, da je potrebno imeti že mentorja, saj na neki neformalni ravni, in spisati naloge, kaj boste to počeli. Ta opcija pride v upoštev, če je univerza pripravljena financirati podaljšanje, sploh Erasmus izmenjav. To, kot rečeno, povejo šele enkrat jeseni. Če ni pripravljena, je druga rešitev, ki smo se tudi že velikokrat smo jo uporabili, je bilo, da smo študentom rekli, naj se prijavijo na program Erasmus praksa. Vendar tudi tukaj treba počakati na nov razpis in pogledati, ali bo univerza dovolila, da se na prakso prijavljajo tudi študenti, ki so v že v istem letu bili na izmenjavi. Vkolikor je to možno, vas potem peljemo nekako postopek, svetujemo, kako pripraviti prijavo za Erasmus prakso. Tukaj bom še na kratko povedal. Se pravi, če podaljšujete z namenom pisanja zaključnega dela, če je univerza pripravljena financirati podaljševanje,
bi načeloma vsaj na neki neformalnem ravni morali imeti dogovorjeno temo, naslov zaključnega dela in izbranega mentorja. Potem ULO financira največ 3 mesece, lahko postanete le na lastne stroške in v tem primeru, tako kot sem povedal že prej, v learning agreement napišete samo work on master thesis brez navedbe kreditov. Vkolikor bi ostali v drugem semestru in mora biti šli tam delati predmet master seminar, se pa napiše master seminar, 5 kreditov in potem se to napiše tudi v tabelo B, da se bo to tudi priznalo pri nas. Za pisanje zaključnega dela je potrebno pripraviti opis nalog, ki jih boste opravili v zvezi z zaključnim delom. Se pravi, če vi delate tako izmenjavo ali podaljšanje, pol ne dobite kreditov za to in naša univerza mora pa nekaj vedeti, kaj ste počeli tam. In zato so si pač zmislili, da se da ta opis nalog in na koncu pol se da tudi neko poročilo, a ste vi to izvedeli. Tako da imajo oni vsaj nek dokument, na osnovi katerega so vam lahko dodelili pol štipendijo. Če se pa podaljšuje s programom za Erasmus prakso, se pa lahko podaljša ali pa gre na prakso za najmanj 2 in največ 12 mesecev. Zdaj, zadnja leta je razpis za prakso odprt, kar pomeni, da nima nekega roka, ampak razdeljujejo denar, dokler so sredstva na voljo. Iskreno upam, da bo ta razpis za 24-25, ki še ni zunaj, tudi tako na ta način odprt, kar pomeni, da se vi lahko pač za to opcijo odločite, ne vem, februarja, marca in takrat gremo v akcijo in vas prijavimo na Erasmus prakso. Za Erasmus prakso je potrebno sestaviti, podpisati Learning Agreement for Traineeship, kjer se popiše, boste videli, zelo tak basic dokument, kjer se popiše naloge, ki boste tam počeli, kako se bo to evaluiralo, kakšen monitor bi bil, en tak standardni obrazec za prakso. Tole je pomembno. Fajn pa je, da prakso izvedete ne ravno na univerzi, kjer ste bili zdaj na izmenjavi. Jaz vem, da, se pravi, mi vemo, da vi zdaj podaljšujete zato, ker niste dokončali projekta, ampak običajno sem opazil, da mentorji teh projektov so neki ljudje, ki delajo na tudi kakšni zunanji, delajo v nekih inštitutih, raziskovalnih centrih in ne nujno na univerzi, kjer ste. In zaželeno je, da potem prakso greste nekam drugam, da se ne pojavi ista univerza, ker potem je to ne zgleda malo, začnejo na univerzi lahko spraševati, a to zdaj mi izigravamo program, a je to kakšen, da je ta študent bil tam na izmenjavi, zdaj pa točno tam podaljšuje še s prakso. In lahko, da bi malo komplicirali, tako da lažje bi bilo, če se tam na agreement za Erasmus prakso podpiše z neko novo pravno osebo in običajno so to bili neki laboratoriji, raziskovalni centri, skratka, organizacija, kjer je primarno zaposlen mentor. Če pa gre za nekoga, ki je izključno zaposlen na univerzi, kjer ste, pa bomo poskušali tudi na ta način ustrezno obrazložiti. Zdaj, tukaj bi prosil, da še enkrat, da to se dogovarjate s mednarodno pisarno na fakulteti in ne pišete, vedno se najde kakšen študent, ki gre to pisati in razlagati na univerzo. In potem oni mene sprašujejo, kaj točno mi zdaj vam svetujemo in kaj, ali izigravamo sistem. Jaz mislim, da tukaj definitivno ni nobeno izigravanje sistema, ampak je vaša izmenjava malo posebna in če nekdo podaljšuje projekt, dejansko lahko rečemo, da dela za zaključno nalogo, ker projekt in zaključna naloga je vedno povezana. In recimo, če tudi v sklopu projekta zdaj dela v nekem laboratoriju, raziskuje, se lahko to opredeli kot definitivno kot praktično usposabljanje za vašo bodočo kariero akademsko, recimo. Je pa fajn to pravilno predstaviti, jaz vam pa tudi malo povem, kako to napišete v Learning Agreement za Traineeship, da ne pišete tam v prvem stavku, da je praksa namenjena za to, da vi končate raziskovalni projekt, ker potem se spet sproži vprašanje, kot sem prej povedal, da ste vi že bili na izmenjavi, dobili denar za to in zdaj prosite denar za nekaj, kar niste naredili, kar je bilo obljubljeno. Tako da je potrebno to ustrezno predstaviti v teh obrazcih, ampak ni problem, samo prosim, da to se obračate na nas, da potem to skupaj ustrezno pripravimo, predno to date na univerzo. In pa tudi to vprašanje se dostakrat pojavi, mentor zaključnega dela je lahko tudi mentor Erasmus prakse, seveda, ja. V vašem primeru sploh je to potrebno, ker
delate verjetno v povezavi z zaključnim delom. Zadnja faza za vas je podobna kot za ostale radno študente, le da ne prenesete transcript of records oziroma learning agreement, temveč potrdilo o tujini upravnih obveznosti, prenesete transcript of records, kjer se točno vidi, kaj ste tam naredili, podpisan končni learning contract, to je vaš interni dokument na kognitivni znanosti, izpolniti boste morali kratek spletni vprašalnik o izmenjavi, in to date dr. Strletu oziroma Maruši, njegovi asistentki in naši mednarodni pisarni. Dr. Strle potem pripravi predloge sklepov za priznavanje, mi jih pa potem vam izdamo še uradni sklep in pa to tudi zabeležimo v vpisu. In spet, za pravočasno sprožitev postopka priznavanja v tujini upravnih obveznosti je odgovoren študent. Tukaj mislim, da večina študentov kognitivne znanosti kar malo vleče ta projekt oziroma ne oddajo vsi dokumente ob koncu semestra, in vam še posebej polagam srce, da takrat pošljete en mail osebi, s katero se dogovarjate na naši univerzi, ste se dogovarjali za finančno pomoč, da jim samo poveste, da niste pozabili na to, da boste poročali, ampak da čakate, ne vem, transcript of records in tako naprej. Tako da vas ne nadlegujejo. Ker nekje, jaz mislim, da v roku nekih 3-4 tednov, če vi po zaključku izmenjave, če vi še vedno ne poročate na spletnem portalu univerze, vas bodo začeli nadlegovati, pisati in preganjati, da morate to oddati. Tako da potem pa tudi včasih rade kakšna živčnost pa kličejo nas. Ni tak problem, ne bo treba vračati denar, če ne oddate to, ne vem, 3-4 tednih. Je pa fajn, da jim to poveste, zakaj je prišlo do zamude, pa da pač boste to malo nekoliko kasneje oddali. To pa mislim, da so nekako osnovne informacije, ki sem vam hotel povedati. Sprav vam ni treba tega iše na obrazca oddati. Imate lepo razložen tudi te posebnosti, jaz mislim, na spletni strani od kognitivne znanosti, izmenjava ta podstran. Tako da, če imate pa kakršnokoli dodatno vprašanje, pa seveda lahko vedno pišete nam ali pa pridete v pisarno oziroma pokličete po telefonu. Mogoče še kakšna nejasnost? Ni? Jaz bi samo vprašala, Kar izvolite, ja. se pravi, mi sledimo tem datumom za learning agreement, normalno, pač po datumih, čeprav najbrž še ne bomo imeli točno določenega projekta in ne bomo vedeli, kaj bomo delali, dokler pridemo tja. Zato, ker, če se spomnite nazaj na začetku te predstavitve, sem rekel, recimo, morate oddati, learning agreement je obvezna priloga pri prijavi na tujo univerzo. Že tam boste lahko to imeti. Potem je obvezna priloga pri prijavi za Erasmus finančno pomoč. In naša univerza želi, da vi oddate to vse dokumentacijo en mesec pred vhodom v tujino. In takrat rata potem ta zagata, kaj vi zdaj, vi morate oddati learning agreement, a ne veste še točno, kaj boste tam počeli. Takrat jaz pa rečem, dajte, saj da to poženete ta postopek naprej, pač napišite te generične 3 predmete, ki so tudi na vašem predmetniku, ki se bodo uradno priznali, ko pridete nazaj. Razen, če vam tuj koordinator kaj drugega svetuje, da opišete noter, kaj je pri njih generično. Skratka, včasih tudi študenti, jaz mislim, kar na pamet nekaj izberejo, vedoč, da bodo 99% to spremenili, ko pridejo potem, ko bodo enkrat tam in se bodo osebno pogovorili z nosilci. Tako da ja, vi morate oddati ta learning agreement, žal, ni treba learning contract, tam pač tiste vaš interni dokument in ne vem točno, imate kakšne točne roke, ampak pričakujem, da verjetno niso roki tako zgodni, ker se to normalno dobljuje in je normalna situacija, da študenti kognitivne znanosti točen načrt določajo šele po prihodu v tujino. Žal pa morate pred tem sprožiti te postopke in te postopki se ne da se jih sprožiti brez learning agreementa, tako da tam pač nekaj treba opisati. Tabela B, že zdaj veste, kaj se bo opisali, tisti 3 predmeti se bo, in točno te se priznajo in nič drugega se ne more. Problem je tabela A, kaj boste vi tam točno počeli. Tako da, če ne gre drugače, pač upišite tiste 3 generične, da pošljemo naprej in potem greste spreminjati, ko boste enkrat vedeli pa natančno, kaj boste delali. Skratka, mogoče še tako, da vam bolj plastično ponazorim, to, kar bo opisano v tabeli A, ali pa potem v spremembi v tabeli A, se mora ujemati transcript of records.
na koncu, ki boste dobili potrdilo o pravnih obveznosti, mora biti točno te predmeti napisani krediti, kot ste jih najavili v learning agreement. Še kakšno vprašanje? Ja, jaz imam eno vprašanje. Ja, kar je bilo to. Zanima me, če se je tole mogoče snemalo, ker jaz sem se lahko priključila 10 minut nazaj, ker sem delala. Je, se snema, pa bom dal na YouTube kanal Pedagoške fakultete oziroma embeddu v spletno stran. Ok, super. Prosim. Hvala. Še kakšno vprašanje? Ok, če ne, se vam zahvaljujem za vašo pozornost in se verjetno vidimo v naslednjih tednih, mesecih in se dogovorimo za vašo izmenjavo. Lep dan. Hvala, adijo. Ja.